se pravi Slovenskih krščanskih demokratov in Slovenske ljudske stranke, ki sta kot samostojni stranke obstajali do leta 2000, torej do 15. aprila, ko sta se združili v skupno stranko. Kasneje pa je potem nastala nova stranka, kot je znano Nova Slovenija. In seveda to je, kar se tiče pravnega nasledstva. Sama krščanska demokracija, pojem krščanske demokracije pa temelji na vrednotah krščanske demokracije. In samo ime stranke ali pa kakršnokoli povezovanje neke stranke ali nekega politika z inštitucijami, bomo rekli, za neko religijo ali pa njenimi inštitucijami, pa seveda s krščansko demokracijo njenimi vrednotami samo po sebi nima nobene zveze. Krščansko demokracijo namreč prezentirajo ljudje, ki živijo po njenih načelih, torej po njenih vrednotah. In te vrednote so seveda tudi v programu Slovenske ljudske stranke današnje, v temeljnem programu iz leta 2007, zelo jasno zapisane. Kot tista najbolj temeljna, seveda spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti in pa spoštovanje tradicionalne družine. Vas lahko samo še vprašam, kakšna je bila vaša vloga v preteklosti do danes v Slovenski ljudski stranki v povezavi s Slovensko krščansko stranko? Jaz sem vstopil v politiko kot mladi krščanski demokrat leta 1997 in bil v času združevanja vodja enega od občinskih odborov takratnega SKD-ja in veliko časa namenil združevanju obeh strank. Verjel sem, da je to zgodba o uspehu, da bo na ta način nastala evropsko primerljiva krščansko-ljudska stranka, ki bi lahko potem seveda z svojo močjo, z svojim političnim vplivom Slovenija peljala po malo drugačni poti, kot je potem kasneje šla in bi bili tudi danes verjetno v drugačni situaciji. Kar pa je po mojem mnenju bistveno, da je takrat leta 2000 zaradi nezrelosti takratnih voditeljev prišlo do združitve, ki ni bila iskrena in ravno zaradi pomankanja vrednot krščanske demokracije takratni voditelji niso bili sposobni skleniti demokratičnega dogovora, ki bi seveda omogočil nadaljnji razvoj krščanske demokracije. In največja škoda za krščansko demokracijo v Sloveniji se je zgodila ravno kot posledica nezmožnosti takratnih dveh strank, da bi to združitev tudi uspešno izpeljali in postali močen akter na slovenskem političnem prizorišču. Kako ocenjujete, da se v bistvu zdaj krščansko demokracijo nekako to ime izkorišča, kot da so dve stranke ugotovili, da je to polje neko volilne baze, močne volilne baze. Slovenska demokratska stranka bo po skoraj 10 letih imela kongres oživitve foruma krščanske demokracije in Nova Slovenija se jutri oziroma na kongresu preimenuje. O krščanski demokraciji v Evropi se veliko govori, predvsem v smislu družine evropskih ljudskih strank, ki temeljijo na teh vrednotah in ki so v posameznih državah dokazali, da se lahko tudi to krizo z njihovim programom in pristopom uspešno prebrodi. Še enkrat bi pa poudaril to, vrednote krščanske demokracije kažejo ali pa prezentirajo posamezniki, ljudje, ki po teh vrednotah delajo. Samo ime stranke, bom rekel, povezovanje z nekimi drugimi inštitucijami samo po sebi tega ne zagotavlja. Pa v teh dveh strankah vidite take ljudi, ki bodo to prezentirali? Jaz sem prepričan, da so v vseh teh strankah tudi ljudje, ki so po svoji naravi krščanski demokrati. Jaz sem danes podpredsednik Slovenske ljudske stranke, vendar politično še vedno krščanski demokrat in nameravam tudi v bodoče delovati po načelih krščanske demokracije. Je pa seveda v nekaterih strankah več, v drugih pa manj krščanskih demokratov. Okay.